spoštovani. Zdaj smo se danes v tej sestavi v tem številu, da častimo spomin na dr. Andreja Bajuka. Najprej po imenu vseh, ki smo v času mandata obeh vlad delali z Andrejem, izrekam spoštovani Katarini Bajuk in spoštovani družini naše globoko sožalje. Vam gre prva hvala za nesebično podporo, ki ste mu jo dejali vse skozi, še posebej v času največjih pritiskov. Podporo, ki mu je pomenila vse in ki smo mu jo včasih ostali kar zavideli. Nekega večera na prelomu tisočletja smo sedeli v razgledni restauraciji v 23. nadstropju hotela Concorde Lafayette sredi Pariza. Bili smo trije in na tem srečanju sva s takratnim predsednikom Slovenskih krščanskih demokratov povabila dr. Andreja Bajuka, naj se vrne v Slovenijo in prevzame vodenje strokovnega sveta Koalicije Slovenija, ki sta jo takrat oblikovali Slovenska demokratska stranka in Slovenski krščanski demokrati. Slovenska pomlad je takrat dobivala na energije. Pogovor je bil dolg in temeljit. Po posvetu svojo družino je Andrej na koncu pristal, da se odpove visokemu položaju v Parizu in se vrne v Slovenijo. Odločitev ni bila lahka, to se v tistem pogovoru zelo čutilo. Andrej je storil za Slovenijo tisto, kar mož mora storiti in ne samo tisto, kar mora. Z njegovim prihodom v Slovenijo se je takrat zgodilo več, kot smo se takrat dejansko zavedali. Domov se je namreč vrnil nekdo, ki je močno okrepil prizadevanja za normalizacijo Slovenije, za normalno Slovenijo, in to v časih, ko se je zdelo, da je želja po tej normalizaciji po težkih porazih že zdavnaj umrla. Andrej je prišel v domovino, ker je prevzel neprimerno težje delo za neprimerno nižje plačilo. Prevzel je vodenje vlade v času, ko Slovenija po izglasovani nezaupnici Drnovškovi vladi ni imela prave formule za izhod iz politične krize, ni imela veljavne volilne zakonodaje, zato predčasne volitve niso bile možne, in bila je sredi najintenzivnejših pogajanj za vstop v Evropsko unijo in NATO. Grozila je dolga politična kriza, ki bi ta vstop oziroma pogajanja ogrozila ali vsaj zavlekla. V času tistih 7 mesecev je njegova vlada takrat bistveno pospešila pogajanja za vstop v Evropsko unijo in odstranila pomembne ovire, ki so takrat še ležale na poti v NATO. Vsi, ki smo iz njegove vlade iz leta 2000 danes tukaj, se dobro spominjamo, da tisto poletje vlada ni imela dopusta. Delali smo noč in dan, čeprav je bila Slovenija v neprimerno boljšem gospodarskem položaju, kot je danes. Rezultati so bili dobri, vendar jih je iz dneva v dan prekrivala brutalna medijska kampanja. Še posebej Andrej je doživel napade, ki so značilni za pojem umor osebnosti, vendar se ni vdal. Vlada je delovala strokovno in premočrtno, Andrej se je držal načela, da dana beseda velja. Ko so jo drugi prelomili, je ustanovil Novo Slovenijo, ki je na volitvah leta 2000 potem osvojila skoraj 10% glasov v državnem zboru. Izkoriščam to priložnost in izrekom v sožalje tudi predsednici Nove Slovenije za bolečo izgubo prvega in ustanovnega predsednika. Dr. Andrej Bajuk je kot velik svetovljan človek, ki večji del svojega življenja živel in delal v svetu zahodnih demokracij, doma stalno doživljal različna presenečenja, ki jih v okviru normalnosti niti ni možno povsem razumeti. To smo ga večkrat slišali, ko je ponavljal, kako je to sploh mogoče, ko je prebral kakšno naslovnico kakšnega slovenskega časopisa, kjer so trdili, da je belo pravzaprav črno ali obratno. Ali ko so vsak uspeh vlade razglašali za napako,
dejanske napake, ki smo jih tudi delali, pa kar za zločin, poljubno pač, kar je trenutno odgovarjalo njihovim gospodarjem. Pa je njegova vlada dosegla kak očitno dober rezultat, ki ga ni bilo možno neposredno zanikati, kot na primer velik pospešek pri pogajanjih za vstop v Evropsko unijo, pa je bilo to enostavno domolčano. Ni bilo Slovencov, ki bi takrat za to vedeli. Andrej nekod slišal bivšega predsednika države trditi, da obstaja več resnic, se je prijel za glavo in se vprašal glasno, kam je pravzaprav prišel. Danes, ko mu širša slovenska javnost saj po smrti priznava nesporne zasluge za državo in skupnost in priznava naenkrat celo njegovo velikansko nesebično potezo, ki je naredil že samo svojo vrnitev v Slovenijo, bi Andrej svojim značilnim širokim nasmehom lahko spet dejal. Vidite, ni več resnic, poleg nje pa seveda obstaja tudi laž, ignoranca in sprenevedanje. In seveda obstaja več različno močnih mikrofonov in plošč. Po volitvah leta 2004 je prevzel mesto finančnega ministra, čeprav bi lahko kot predsednik druge največje stranke vladnih koalicij vodil državni zbor. Verjetno bi drugačno odločitev bolj koristila njemu osebno in tudi njegovi stranki. Ampak on je izbral finančni resor in ta izbira je bolj koristila državi. Kot je bilo že rečeno, bil je zagotovo najboljši in najsposobnejši finančni minister vseh časov, kar jih je bila Slovenija in tudi njegovi rezultati so takšni. Izbral si je težje delo, njegovi rezultati so pritrdili tej izbiri. Slovenija v času njegovega ministrovanja Ministrstva za finance zabeležila najboljše fiskalne rezultate v svoji zgodovini. Bistveno se je znižal javni dolg, gospodarska rast pa je bila še enkrat višja od povprečja Evropske unije. Uravnotežili smo proračun in kot prva nova država članica izpolnili kriterije za vstop v evroobmočje. Če ima slovenski evro svojega očeta, dokaj mi to dr. Andrej Bajuk. Bil neomajen, ko se je naša vlada borila za izpolnitev kriterijev, ker je bil boj za inflacijo še posebej trd. Še vedno ga vidim pred seboj, kako je na zasedanju Evropskega sveta, kjer je Slovenija dobila zeleno luč za prevzem evra, sijal od veselja in zadovoljstva in tudi ponosa in doživel enega od redkih trenutkov zadovoljstva, satisfakcije nad opravljanjem, ki jim je bil dan od časa njegovega življenja. Predsedovanje Evropske unije in svetu finančnih ministrov ECOFIN sta mu leta 2008 dala novih energij. Ponovno je bil namreč v svetu, kjer so vsaj večinoma znali ločiti dobro od slabega, vsaj javno, in kjer so bili dobri rezultati deležnih pohvale, slabih pa graje. Ker je Slovenija leta 2008 veljala za daleč najbolj uspešno državo Nove Evrope in zaradi makroekonomske in politične stabilnosti ter sposobnosti reševanja problemov drugih, upoštevanja vredno partnerico velikih, je bila Andrejeva avtoriteta med finančnimi ministri Evropske unije nesporna in splošno priznana. Medtem ko so se nekateri v Sloveniji norčevali iz njega, je Andrej v Evropi po vrsti pobiral nagrade vse do tiste, ki enkrat na leto dobi najboljši evropski finančni minister. Vsi ostali finančni ministri, ki jih je imela Slovenija kadarkoli doslej, niso prišli nikoli niti v najširši zbor za to nagrado. Evropski mediji so dostojno objavili to novico in komentarje o tem, slovenski so večinoma molčali. Vendar se Andrej na to ni oziral, dejal je nihče ni doma prerok in trudno delo naprej. Ko je finančna in gospodarska kriza iz Evropske unije začela pljuskati tudi k nam in ko je grozilo, da bodo ogroženi prihranki, ki jih je slovensko prebivalstvo plačevalo leta, je predlagal ukrepe, ki so to nevarnost odpravili. Pripravil je proračun za leto 2009, to je že prvo leto naslednjega mandata, ki je bil zaradi sprejemanja dvoletnih proračunov sprejet v našem mandatu.
Pripravlja tudi vrsto drugih ukrepov za zagotovitev stabilnosti finančnega sistema, ki jih je deloma sprejemala vlada še po volitvah septembra 2008. Ko je nova vlada prevzela izvršno oblast, najprej z rebalansom proračunske izdatke za leto 2009 povečala za 10%. Andreju pa so očitali, da se on ni zavedal, da prihaja kriza, in pa so očitali tudi celi vladi. Takrat sem srečal Andreja, slučajno na ulici, spet je zmajeval z glavo in rekel, kaj pa je tem ljudem? Morali bi izdatke še znižati vsaj za toliko, kot so jih dvignili. Tudi mi smo imeli preveč optimistične napovedi, ne pa zdaj to. So se nazadnje zelo bežno srečala na obletni žalni slovesnosti po Čelskem rogu junija letos. Je bil to ravno teden, ko je v enem od slovenskih časopisov išla spletna anketa, v kateri so spraševali svoje bralce, kdo je bil najuspešnejši finančni minister v zgodovini Slovenije. Zanimivo, da takšnih anket skoraj ni bilo letos. No, bralci so dr. Andreja Bajuka z velikansko prednostjo izbrali za najuspešnejšega finančnega ministra v Sloveniji doslej. Se ga na to spomnim, ker sem dejal, da pa končno je čas razločil zrnje odplev, se je temu zgolj nasmehal. Ko je Andrej prihajal zastavno nazaj domov v Slovenijo, je iz pripovedovanja vedel, kakšen režim je vladal v Sloveniji do volitev leta 1990. Znajo mnogo ljudi, ki so v tem režimu tako trpeli, kot tudi tisti, ki so napredovali. Je le verjel, da se je slovensko samosvojitvo in formalno demokracijo spremenilo več, kot pa se dejansko je. To je bilo eno od velikih razočaranj, ki jih je potem doživljal doma. Sprva svoje veliki poštenosti niti ni dojel, da so se še najmanj spremenili ljudje, da je to najbolj počasi. In zato je bil vedno znova razočaran, ko je posameznikih odkrival tisto, kar bi že zdavno moralo biti na smetišču zgodovine. Kljub vsemu pa se je na mnogih področjih Slovenija v zadnjem desetletju spreminjala tudi na bolje. Predvsem zaradi ljudi, kakršen je bil Andrej. Bil je poštenjak in bil je nekdo, ki mu je tako kot dr. Jožetu Pučniku, ki je doživljal podobno usodo, šlo za stvar in ne za osebne koristi. Ne enemu, ne drugemu ni bilo treba, sta vseeno prišla in nesebično pomagala, ko je Slovenija to potrebovala. Visok položaj in lagodno življenje sta oba zamenjala za stres in za garanje. Zagotovo sta oba za stvar žrtvovala tudi lepo število let svojega življenja, kajti zato, ker sta oba doživljala, se je plačali so predvsem. Danes, ko se na tem srečanju poslavljamo od njega in se klanjamo njegovemu spominu, si želimo, da bi vedel za hvaležnost vseh, ki smo preteklo desetletje lahko delali z njim. Veliko mu dolgujemo mi, veliko mu dolguje tudi Slovenija. Vsaj teh dneh po njegovi smrti se zdi, kot da se tega vsi zavedamo. Razkorak med tem, kar je Andrej dejansko bil, in med sliko, ki so jo njem in rezultatih njegovega dela nekateri desetletja vztrajno risali v slovenski javnosti in zanjo potrošili na hektolitre črnila in digitalnih impulzov, se je razpočil teh dneh kot milni mehurček. Resnica je ponovno zmagala in še enkrat, tokrat dokončno, nastopila na Andrejevo stran. Danes ga vsaj po fizični smrti velika večina rojakov vidi takšnega, kot je vedno bil. Andrej bo ostal zapisan v spominu nas, ki smo imeli priložnost in čas delati z njim, predvsem kot pošten, srčen in pojmovit zagovornik vsega, kar narekuje zdrava človeška pamet in slovensko patriotsko srce. Bil je hkrati svetovljan in domoljub, enako doma in enako sproščen, tako v družbi svojih rojakov
Ljubljani, v Beli krajini, v Poljanski dolini in v Vipavski, kot tudi na evropskem in svetovnem parketu med predsedniki, bankirji ali diplomati. Če bi iskali eno samo besedo, s katero bi želeli opisati to, kar je Andrej, ko smo ga čutili, bil, potem bi morali reči, Andrej je bil plemenit človek, pogrešali v domu in počival mir.